Ali je šola ustvarjena po merah deklet? Vsi podatki govorijo o njihovi višji uspešnosti v šolah. Kaj je razlog? Držijo stereotipi o pridnih puncah in razgrajaških fantih? Zakaj imamo tako malo moških učiteljev in vzgojiteljev? O šolskem sistemu in učiteljskem poklicu se bomo pogovarjali z dvema izkušenima pedagogoma, z doktorico Marino Rugel, nekdanjo ravnateljico na osnovni šoli Alojzija Šuštarja in profesorico matematike, ter z doktorjem Jožem Langom, učiteljem razrednega pouka na osnovni šoli Majde Vrhovnik. Takole, Marina, Jože, lepo pozdravljena, tudi vidva. Torej, najprej prvo vprašanje, zakaj po vajinem mnenju takšna višja uspešnost deklet v šolah, tako na maturi kot v kakršnem koli preverjanju znanja, ki smo ga do sedaj v šolah napravili? Verjetno eden od razlogov, zakaj so dekleta bolj uspešna, je gotovo tudi ta, da je slovenska šola narejena po meri deklet. Da so aktivnosti, dejavnosti nekje bolj prilagojene oziroma tisto, kar dekleta rada delajo. Po drugi strani pa seveda imajo dekleta tudi več zic ledra, kot rečemo, sedijo, so pridne, se učijo. Fantje pa dozorijo nekoliko kasneje, imajo potem verjetno, so kasneje veliko bolj uspešni. Lahko rečem, da v gimnaziji recimo dekleta v prvem, drugem letniku so bistveno boljša od fantov, ampak potem se pa nekje obrne v tretjem, četrtem letniku. Fantje odrastejo, se zresnijo, ugotovijo, da zdaj gre pa za res, in potem se znajo tudi fantje usesti dol in se učiti in seveda pridobiti lepe ocene. No, kaj pa menite, da so te lastnosti, ki naredijo šolo bolj namenjeno ali ne namenjeno, bolj primerno za ženske, za dekleta? Kaj so to informacije, ki jih morajo znati? Sam način pouka, torej se mi zdi, da je v slovenskem šolskem prostoru oziroma v šoli sorazmerno malo prostora za tisto ustvarjalnost, torej veliko stvari je sprogramiranih tako, zdaj se naučite to in to, naredite domačo nalogo, to in to. In to dekleta veliko bolj vestno opravljajo, kot delajo to fantje. In potem nehote tudi v očeh profesorja, profesorice so tista pridna dekleta, ki vse naredijo, kar naročimo. Medtem ko fantje so brihtni in včasih dobijo kakšno lepo oceno na račun svoje brihtnosti, niso pa tako urejeni v teh letih. To pride potem kasneje z njihovim razvojem. Hvala, Jože, vaš pogled na to. Ja, nekako bi se kar strinjal s tem, kar je gospa povedala. Torej, gre predvsem za to, da je res usmerjenost v samo delo nekoliko drugačno. Vsekakor pa ne moremo mimo dejstva, da načini pouka ali pa načini poučevanja so pa pogosto tudi takšni, da lahko pritegnejo tudi fante, predvsem kar se tiče tehničnih področji ali pa športnega področja, lahko rečemo tudi glasbenega področja. Torej, to so določena področja, na katerih so pa lahko tudi fantje uspešni in to uspešnost seveda tudi pokažejo. Sam imam redne izkušnje s tem izvajanjem ali pa pisanjem raziskovalnih nalog, da se tudi recimo pri učencih 4., 5., 6. razreda zelo pogostokrat pojavi želja po tem raziskovanju, tudi po zelo poglobljenem raziskovanju na tem področju. In je to tisto, kar mogoče nekoliko drugače približa tem otrokom tudi samo šolo. In na teh področjih, kjer so pravzaprav raziskovanja ali pa bomo rekli športna področja, tehnična področja, so pa dejansko fantje tisti, ki so mogoče boljši od deklet. Čeprav se bi pa tudi strinjal s tem, kar se tiče samega učnega procesa, v glavnem je res veliko takega dela, ki pa nekako bolj spodbuja učenke oziroma dekleta, da so bolj pri
samem učenju. Mogoče je smiselno, razmišljati tudi o tem, da bi moral biti pouk nekoliko drugače naravnan. Bistveno več bi moralo biti medpredmetnega povezovanja, medpredmetnih povezovanj vsebin, kjer bi se našli pa pravzaprav vsi. Sam sem pred letom izdal en medpredmetni priročnik, govori prav o spoznavanju Slovenije, vendar ne po predalih, torej po slovenščini, matematiki, likovni, glasbeni umetnosti, ampak so področja med seboj medpredmetno povezana in tukaj so bili dejansko uspešni vsi, tako učenke kot tudi učenci, vsak seveda na svojem področju. Po raziskavah, to je zdaj mogoče še eno tako dejstvo, po raziskavah so dekleta celo v tehničnem pouku boljše od fantov. To mi je tudi mogoče en podatek, ki malce negira to dejstvo, da je premalo predmetov za fante. In da je to glavni razlog. Če smem dodati še, na osnovni šoli na Lojzija Šuštarja smo imeli, oziroma imamo še vedno, predmet praktikum, ki ga v drugih šolah ni, je nekje mešanica gospodinjstva in pa tehničnega pouka. Ampak pri praktikumu smo se osredotočili predvsem na praktične veščine, ki človeku potem tudi kasneje pridejo v življenju prav. Pri tem pouku nimajo zvezkov, nimajo nobenih učbenikov, nič se ni treba doma učiti, vse se učijo v šoli. Gre predvsem za take praktične veščine, kot je recimo odmašiti odtok, zlikati srajco, zašiti gumb, zamenjati zračnico na kolesu, zamenjati gume na avtomobilu in podobno. K temu pouku hodijo tako dekleta kot fantje. In moram reči, da je to eden od najbolj priljubljenih predmetov pri učencih. In tam zacvetijo mnogi fantje, pa tudi dekleta, ki sicer pri običajnem pouku, pri matematiki recimo, ne blestijo najbolj, ne? Ampak tam pridejo druge stvari v ospredje in moram reči, da je to res eden od najbolj priljubljenih predmetov in marsikomu vlije veselje do šole in do tovrstnega dela, ko ni treba sedeti za mizo, se učiti, ampak pokažeš lahko svoje znanje na drugačen način. Pa menite, da bi takšnega načina dela potrebovali več? Absolutno. Če bi vprašali učence, naše učence, ki imajo to izkušnjo, bi polovico predmetov zamenjali za tak praktičen pouk. Ja, sam tudi vidim, ko prideš po koncu šolanja, pa imaš občutek, da ničesar ne znaš. Ne? Predvsem tole, kar je gospa Marina omenjala, praktično delo. Jaz se spomnim, da smo imeli tudi recimo neobvezno druženje v popoldanskem času, pri katerem smo pravzaprav delali različne stvari in to je bilo otrokom zelo všeč. S tem, da smo recimo učilnico spremenili v kuhinjo, pekli smo palačinke, delali smo različne stvari, kokosove kroglice, v glavnem učenci so res uživali. In tukaj so bili fantje tisti, ki so bili mogoče celo bolj zanimivi, kar se tiče samih namazov, ni bila samo nutela, ampak so potem recimo tudi malo kombinirali stvari med seboj. Skratka, gre za to, da je en tak drugačen pristop mogoče res ena zadeva, ki nekako bolj spodbuja. Sam imam tudi izkušnje, da smo recimo, kar se tiče planinstva, veliko aktivirali tudi starše, da smo hodili po različnih slovenskih gorah, da smo šli recimo skupaj z učenci, starši na Kolpo, kjer smo imeli rafting po Kolpi, da smo se odpravili recimo v Križno jamo, ki je bila učencem zelo, zelo všeč, ne samo učencem, tudi staršem, nekateri so jo prvič videli. V glavnem, predvsem mora biti tudi takšnih dejavnosti, aktivnosti, ki niso, bomo rekli, klasično usmerjeni zgolj in izključno na pouk, ampak da so še kakšne drugi elementi zraven, kar pa seveda zelo pritegne učence. Koliko prostora pa šole sploh imajo tukaj pri izbiri recimo predmetov, dodajanju predmetov in kako strog je šolski program na republiškem nivoju, na primer? Torej, formalno je težko v neki šoli, običajni šoli dodati kar nek predmet zraven, ne? To smo si lahko privoščili na osnovni šoli Lojzija Šuštarja kot zasebni šoli.
Se pa seveda da na razredni stopni sploh, kjer je podaljšano bivanje, tam nekje niso vsebine tako strogo predpisane in tam se da marsikaj vplesti. Potem imamo obvezne in neobvezne izbirne vsebine, kjer se spet da pripeljati take vsebine noter. In se mi zdi, da za fante so zanimivi tisti predmeti ali pa tiste veščine, kjer je treba pokazati veliko ustvarjalnosti. Namreč fantje se ne bojijo tvegati tako kot dekleta. Dekleta zelo rada naredijo tisto, kar učitelj reče, postopek. Točno tole bom naredil in če tole naredim, bo 5, ne. Medtem ko fantje so malo bolj svobodnega duha, se mi zdi, in radi poskusijo še kaj drugega, so zato bolj ustvarjalni in pri takih predmetih uživajo, ne. In pri interesnih dejavnostih in pri tistem, kar ni sedeti za mizo in se učiti in kljukce delati. Bi rekla torej, da je pridnost precenjena vrlina, da je premalo poudarka, kot smo rekli, na ustvarjalnosti, inovativnosti, na vrlinah, ki verjetno potem v življenju pridejo še kako prav. Ja, jaz se bojim, da ja. Da biti priden, poslušan, sedeti, poslušati, pokimati in narediti, kar ti rečejo, ni dovolj. Ena zanimiva misel, ki govori ravno o teh razlikah, se mi je zdela od doktorice Ljubice Marjanović-Umek z Filozofske fakultete, njena razlaga teh razlik. Citiram: opažam, da dekleta šolski neuspeh jemljejo bolj tragično kot fantje, težje prenašajo občutek, da jih ima okolica za nesposobne, zato želijo svojo sposobnost unovčiti z oceno. Fantje tovrstne potrditve ne potrebujejo tako zelo, več pa jim pomeni potrjevanje znotraj socialne skupine. Bi to tudi rekla, da je en pomemben vzrok v razlikah. Ja. Se pravi, in kako pa recimo zdaj, da pogledamo, kako pa spremeniti šolstvo, da bomo nekako spodbujali več teh vrlin, ki smo jih prej omenili, in malce manj te pridnosti in poslušnosti? Jaz mislim, da se da pouk zastaviti precej drugače. In mislim, da se v marsikateri slovenski šoli to že odvija in dogaja, od formativnega spremljanja, ki je zdaj zelo v ospredju, ko spremljaš individualno vsakega učenca posebej, gledaš njegov napredek, ga spodbujaš in ga pelješ do višjih rezultatov. Potem obrnjeno učenje je tak primer, ko lahko daš učencem vnaprej neko novo snov, si pogledajo kratek filmček, preberejo kakšen članek ali kaj podobnega, nekaj kratkega in se potem pogovarjaš v šoli in gradiš na tem, kar so prebrali. Torej, tam jim puščaš ogromno svobode, da oni sami preberejo, si ustvarijo neko mnenje in potem šele kasneje debatiraš z njimi, ne da jim ti vse prineseš na krožniku, postrežeš in potem morajo oni memorirati. V današnjih časih, ko imamo računalnike, ko imamo strica Google, ki pozna praktično odgovore na vsako vprašanje, ni primerno, da se v šoli učimo, da se samo zapomnimo in potem spravimo to, kako smo vprašani na dan, ker smo si podatke zapomnili. Te podatke lahko mi najdemo na veliko bolj enostaven način prek računalnika, telefona in danes praktično karkoli primaš v roke, prideš do podatkov. In je treba dati več prostora ustvarjalnosti, domišljiji. Tudi pri majhnih otrocih, ne, se mi zdi, današnje igrače, starši delajo veliko napako, ko kupijo otroku igračo, ki je narejena in nima nobenega prostora za ustvarjanje. Včasih si vzel eno desko, pa je bila tista deska lahko likalnik, štedilnik ali pa, no ravno frača ne, ampak karkoli, ali pa si žeblje zabija v tisto deščico, ne. Tako da si imel z eno deščico ogromno ustvarjalnega prostora, kaj bo tisto predstavljalo. Danes kupijo kuhinjo, kupijo vlak, vse je že narejeno, ne. Morda tudi Lego kocka, ena taka igrača za inovativne, ne. Ja. Če je samo Lego kocka, ne, samo danes tudi Lego kocko so že šli naprej in ponujajo
No, je pa ta možnost pri Lego kockah, da se da kombinirati. No. Ja, nekaj je še vedno prostora, tako da je še vedno ena boljših igrač. Ja, jaz bi se navezal na to, kar je bilo omenjeno, ne? Kar se tiče samega formativnega spremljanja. To je, bomo rekli, zelo uporaben prijem. Pred leti, to se pravi leta 2019, ko je bila, bomo rekli, običajna šola, se pravi, ko nismo imeli pouka nadaljavo, smo imeli v razredu pravzaprav medpredmetno povezovanje, tudi formativno spremljanje od začetka. No in seveda učenci so spoznavali Slovenijo, pokrajinske enote in na koncu so imeli predstavitev in pač povedano jim je bilo, da naj predstavijo čim bolj na inovativen način. No in ena skupina, ki je predstavljala Dinarsko-kraške pokrajine, se je zamislila kot neko televizijsko oddajo, tako da so dejansko imeli med sabo dogovorjeno, da so imeli enega gosta, ki je pač prihajal iz tega okolja in je vse predstavil iz tega področja. Potem so vmes tudi reklame povezane z Rakovim Škocjanom, s Postojnsko jamo, skratka vse, kar je bilo pač potrebno. Vključili so zraven tudi glasbo, tako da so dejansko ob glasbi tudi zaplesali. Skratka, res ena taka zanimiva izkušnja, ki sem jo sicer tudi potem posnel, tako da sem jo pri svoji predstavitvi tega priročnika tudi predvajal. Kaj vse je možno, če otrokom daš možnost, da na en inovativen način predstavijo svoje delo. Ni potrebno, da je to kontrolna naloga, pri kateri so Dinarsko-kraške pokrajine pa naštej, ampak je to čisto bolj na inovativen način. In tukaj so bili dejansko uspešni vsi učenci. Imel sem tudi primer učenca, ki je prišel pač iz tujine in ni znal besede slovensko. Te učenke, ki so bile v tej skupini, so ga naučile posameznih izrazov, od kapnikov do človeške ribice in so potem naredili maketo jame in je on vse to lepo dejansko razlagal ob tem, ko dejansko se moramo zavedati, da pa na začetku ni imel o slovenščini pojma. Se pravi, da je prišel popolnoma tabula rasa, kot bi rekli, in je potem na ta način pridobival znanje. Se pravi, tudi medvrstniško sodelovanje. To je zelo pomembna stvar. Torej, da tisti učenci, ki so nekoliko boljši, lahko priskočijo na pomoč tudi tistim slabšim učencem in na ta način oni utrjujejo, hkrati tudi njemu pomagajo in so medsebojno povezani. Jaz se spomnim tudi, ko smo predlansko leto prišli iz tistega prvega obdobja, korona obdobja, in je bilo potrebno na koncu ogromno stvari še narediti. Recimo, govorili smo o pisnem deljenju, delali smo pisno deljenje, kar je v 5. razredu izredno zahtevna stvar. No in so se učenke potem v tistem okviru dopolnilnega pouka usedle k tistim posameznim učencem, ki so imeli tukaj še izrazite težave in so jim one še na dodaten način razlagale. Skratka, gre za to, da je treba vključiti tudi otroke, tiste, ki so sposobnejši, ki znajo, ki zmorejo, da nudijo pač medvrstniško pomoč svojim sošolcem. To je izredno učinkovito, uspešno in seveda tudi pohvale vredno, ker je na nek način medsebojno sodelovanje tudi eden od zelo pomembnih ciljev v sodobni šoli. No, dobro, potem pa imamo nacionalno preverjanje znanja, potem pa imamo maturo. Tukaj pa ni več prostora za nekaj dobra ideja, ampak je prav in narobe. In to so neki kriteriji, ki potem omogočajo vpis na želene fakultete. Kako pa recimo lahko mi to kreativo pa inovativnost damo v neko preverjanje znanja na državnem nivoju? Ja, žal so ta preverjanja in tako po končani osnovni šoli kot po končani gimnaziji spet prilagojena nekim faktografskim znanjem v veliki meri, kjer spet blestijo dekleta, ker dekleta so se naučila in znajo našteti prvič, drugič, tretjič. Zelo malo je pa ustvarjalnega razmišljanja. Tako da, veste, že tekom pouka, fantje, dekleta se bodo naučila, prišla pred tablo, zrecitirala prvič, drugič, tretjič, četrtič, neke značilnosti recimo, dobile 5 in lepo gre nazaj v klop. Ko pride fant in slučajno zna zrecitirati prvič, drugič, tretjič, četrtič, ga bodo označili za piflarja. Medtem ko, kadar gre za kakšne projekte, tako kot je prej gospod Jože omenil, ko se pa izkaže in naredi krasen projekt in predstavlja tam ga ne bodo označili za piflarja. Tam bodo mu zaploskali, krasno si naredil tole.
Tako da, nažalost, pri preverjanjih je pa še vedno, matura je še vedno izkaz tistega znanja, podatkov in te šolskih dejstev in rutin, ki so se jih naučili pri pouku, in tam zato še vedno so boljša dekleta. Tako je, ja. Verjetno bi bilo tudi težko sploh ocenjevati neke vrednote, kot so kreativnost in... Težko, čeprav verjetno kasneje, ko pride človek v službo, tam že znajo preveriti, koliko si kreativen, ustvarjalen. Je pa škoda, ker je vmes še stopnja, ko greš na univerzo in tam pa lahko se vpišeš samo z dobrimi ocenami, ne. Zato mnogi fantje ne pridejo na željene fakultete, kar je škoda. Ja, ocene so vsekakor merilo, ne. Predalčkanje, ne, torej tukaj ne gre več za tisto opisno ocenjevanje, kot je bilo recimo na začetku, ko se je uvajala 9-letka, oziroma prva 2 razreda imata to še vedno prisotno, da se pač opiše napredek, ne. Potem so pa dejansko številke in mogoče dobro, zdaj prehod z 2. v 3. triletje se nekako preveri ta znanja osnovna, se pravi matematika, slovenščina in angleščina. Potem v 9. razredu imajo poleg slovenščine, matematike še izbirni, še en dodaten predmet, zdaj ali je to zgodovina, ali je to, ne vem, lahko tudi angleščina sicer po izboru, lahko je tudi likovna umetnost, tehnika, glasbena umetnost, katerokoli področje. Kar se mi zdi zelo žalostno je pa to, da se je to nacionalno preverjanje znanja preselilo že na razredno stopnjo, se pravi v 3. razredu po koncu prvega triletja. Imajo tudi nekatere šole so šle to zelo hitro, že nacionalno preverjanje znanja, torej tretješolcev, ne. Tisto v 3. razredu ni usodno, ne? Ni usodno, tako je. Za izbor, tako kot je ampak kasneje. je pa to zelo stresno, a ne. Stresno pa je za otroka in potem tudi po drugi strani tudi za učitelje, ko dobijo neko, bomo rekli, povratno informacijo, ne. In mogoče prav v tem obdobju, v katerem smo bili, so vse te dejavnosti ali pa bomo rekli ta nacionalna preverjena znanja, kdaj tudi, ne bom rekel neustrezno oblikovana, mogoče še večji stres, kot so ga že recimo učenci preko šolskega leta doživljali, ker je potekal pouk na daljavo. Potem so bili pa še nekako postavljeni še v to vlogo. In vprašljivo je seveda tudi dejansko stanje potem, ali je to resnično odraz njihovega znanja, ne, ali je to pravzaprav stvar, ki jo vsaj v 9. razredu, ker se pri vpisu v srednje šole to ne upošteva, ali je to samo zato, ker sem pač to moral opraviti, ne. Ker neke posebne vloge, nekega posebnega učinka tukaj ni. No, če tudi je to ocenjevanje v 9. razredu na primer pomembno, pa ne vpliva tako na sestavo, na spolno sestavo recimo poklicev kot ravno matura, ne. Ja, matura je bistveno bolj, ne. Drugače, ja. In tukaj jaz vidim eno rešitev, ki ne vem, kako je sicer tehnično izvedljiva, vendar tukaj bi se morale fakultete odločiti in imeti sprejemne izpite. Idealno bi bilo, če bi bili ti sprejemni izpiti individualni, pogovor, vsaj pri nekaterih poklicih, zagotovo učiteljskem poklicu, ker ne da greš na pedagoško fakulteto, zato ker drugam nisi bil mogoče sprejet, kamor bi ti želel iti, ampak tja pojdi, kadar si želiš biti učitelj. In mogoče si imel kakšno 4 preveč, po zdajšnjih kriterijih, boš pa krasen učitelj in to bi lahko z enim intervjujem pred samim študijem opravili, se pogovorili in sprejeli samo tiste potem na pedagoško fakulteto, za katere je čuti, da imajo ta poklic v sebi in da ga bodo res z veseljem opravljali. Ja, no, to je tudi eno zanimivo dejstvo, sploh v osnovni šoli krepko prevladujejo ženske v učiteljskem poklicu. Ali ima tudi to vpliv naprimer na uspehe, tako rekoč, deklet? Ne vem, če ravno, to bo gospod povedal na uspeh. Mislim, da to ni na uspeh, ampak kar se tiče same odločitve za učiteljski poklic, ne, zdaj dve zelo pomembni stvari sta pri tej odločitvi. Eno je seveda tisto, kar je nekako v ospredju postavljeno, feminizacija pač učiteljskega poklica.
vrednotenje tega učiteljskega poklica, ne, ker vsi vemo, da v zgodovini, če gremo daleč nazaj, je bil učitelj, duhovnik v nekem določenem okolju najbolj spoštovan poklic. Danes vsi vemo, da temu ni več tako. Ne, se pravi, da se za poklice odločajo prav iz razloga, koliko bom v 5. v mesecu oziroma 10. zdaj v mesecu imel na tekočem računu. Torej, poklic učitelja ni samo to, da ti dobiš plačo za svoje delo, ampak je to poklicanost. Ne? Torej, tako kot je poklicanost recimo duhovnika, pravi duhovnik mora imeti neko poklicanost, tako je tudi pri učitelju. In seveda, tako kot je gospa Marina prej povedala, tukaj ne gre zgolj za sprejemne izpite, opravo, ni opravo, oziroma ali so bile točke take, kot je bilo primerno, ampak predvsem gre za osebnost. In tukaj bi morala biti seveda neka, bomo rekli, selekcija tudi na tem področju, da bi se dejansko ne vpisal vsak, ki drugje ne bi zmogel. Drug razlog je pa, kot sem že prej povedal, vezan tudi na to, da glede na to, da je to bolj vrednoteno kot ženski poklic, da se fantje za predvsem razredno stopnjo ne odločajo, oziroma je tega števila v samem slovenskem prostoru je to število zelo majhno, ne, kar se tiče samih razrednih učiteljev. In tudi recimo, če gledamo na splošno zbornice, torej tudi na predmetni stopni, mislim, da bomo rekli lahko tako, da po nekih šolah je tudi moških učiteljev bistveno manj, torej jih ni tako veliko po številu, kot je recimo ženska. Imamo recimo, za tehniko lahko ženska uči, za angleščino ravno tako. Skratka, gre za to, da se tukaj kaže nek odnos do tega, pa mogoče tudi usmerjanje, res usmerjanje, bomo rekli, bodočih učiteljev v ta poklic. Ker, še enkrat poudarjam, za učitelja ne moreš biti ti samo oseba tam, in delati, kot da delaš številkami, ampak moraš biti osebnost na pravem mestu. No, se upravičujem, ampak više kot gremo, višja stopnja kot je, večji je delež moških v tem poklicu. Morda imajo ženske v povprečju več žensk, se pravi pedagoško žilico, ali zakaj bi rekli, da je taka razlika? Jaz bi rekla prej, da ni modno iti na pedagoško fakulteto in iti na razredni pouk. Torej, fantje se menijo tam v 3., 4. letniku gimnazije, kaj bomo študirali, in imenitno je, če rečeš, da greš na pravo, na medicino, na razredni pouk, se ti je zmešalo, se boš tam s tistimi froci ukvarjal, ne? Skratka, ni, ampak če bi fantje vedeli, kako bodo spoštovani oziroma kako bodo cenjeni v zbornicah osnovnih šol, pa tudi med otroki zagotovo. Namreč veliko otrok je danes brez očetov in že po tej plati gledajo na učitelja čisto z drugimi očmi, ker je tam moški, ki nekaj pripoveduje, ki jih vzgaja, ki nadomešča tudi očeta. In zato so vedno moški učitelji izredno priljubljeni na razredni stopnji sploh, pa tudi kasneje. Zakaj jih je pa potem več na gimnaziji, recimo na Škofijski klasični gimnaziji, imamo v zbornici več moških kot žensk, ne? Ampak seveda, tam so študirali kemijo in se je potem že v zrelih letih odločil, da gre v šolo, ne? Da gre na pedagoško smer. Matematiki ravno tako, skratka, drugačna odločitev, ta odločitev pride bistveno kasneje, ne? Kot pa takoj po gimnaziji, kjer grem na pedagoško, da bom potem učil v 2. razredu osnovne šole. Tukaj je predvsem tale materinski čut, recimo, ki je pri ženskah viden, se pravi, učiteljica v 1., 2. razredu prevzame tudi tisto vlogo, če rečemo mame, se pravi, skrbi tudi za to področje. In tudi to je eden od recimo razlogov, zakaj se potem tudi moški za sam razredni pouk ne odločajo. Čeprav recimo v moji generaciji, ko sem jaz dejansko zaključeval oziroma se vpisal na pedagoško fakulteto, nas je bilo 7
fantov oziroma 7 takrat dijakov, ki smo prišli na pedagoško fakulteto in smo vsi tudi dejansko zaključili. Ampak to je prej izjema, ne? To je prej izjema kot pravilo, ne. Je pa zanimivo, no, ko pa dobiš sedaj, ne, recimo vsa leta sem tudi imel na praksi, ponavadi je ravnateljica vedno poskrbela za to, da je ta, ki je prišel, recimo sploh, če je bil študent, ne, da je prišel v moj razred, tako da je mogoče videl še malo drugačen vidik dela, in tudi ti, no, se dejansko smo v navezi, smo v kontaktu in tudi ti so kar uspešni učitelji sedaj, ne, se pravi, nekateri že diplomirali in je zanimivo tudi to, ne, tudi to slišati, potem, kaj se da lahko tudi narediti, recimo, če govorimo prav z tega moškega vidika, ne. In tako kot je gospa Marina povedala, moški je res pomemben v zbornici, ne, se pravi tam med ostalimi, ne nazadnje tudi v razredu, učenci so izredno navdušeni nad tem, sploh zato, ker dejansko ni problem, saj zdaj zaenkrat še, ne, da se določene stvari tudi fizično naredi, a se naredi stoja, a se naredi kolo, a se pleza po žrdi, ali se igra odbojka, ali ne nazadnje se gre na planinski izlet, vse to je tisto, kar pravzaprav ni bilo nikoli velik problem, ne. Res pa je, da se pravi, so tudi med nami verjetno razlike, ne, tako da. Dobro, kar nekaj težav nekako šolstva smo odkrili, ne, tudi kar nekaj predlogov za izboljšavo. Zdaj kar težki časi prihajajo za šolstvo, smo v precej težkih časih. Morda kako se soočati s situacijo za konec, kako se soočati s situacijo, ki je trenutno nastala v šolstvu, torej epidemija, ne. Ja, naporno je. Naporno je iz tega vidika, da dejansko potem, ko se stvar nekoliko uredi, ko se dejansko znajdeš v razredu, opažaš, kaj je tisto, kar je recimo pomanjkljivo. Pa tako kot recimo se veliko govori o teh čustvenih težavah, ne, ki jih imajo učenci, ko se vrnejo v šole. Ne toliko glede tistega učnega področja. Tisto učno področje se že nekako naredi, ampak mislim, da večji problem so tudi tiste čustvene stanje, v katerem so otroci. Manjka jim družba, manjka jim sodelovanje. Preko Zooma, preko Teamsov ne moreš ti vzpostaviti socialnih povezav, ne moreš biti, dobro, si koordinator vsega skupaj, ampak ne moreš jih med sabo povezati. Popolnoma drugače je, če se učenci povezujejo v razredu in so na nek način v neki dinamiki, v neki nestalni dinamiki. Tukaj se pa kaže velik problem, ne? Tako da, tako na tistem, če rečemo, učnem področju, ki se ga da nekako dograjevati ali se dejansko prenašajo določene stvari v naslednji razred. Večji problem, ki ga sam opažam, pa je na tistem drugem področju, ne? Se pravi na tistem čustvenem področju, ki pa otrokom kar manjka. Manjka nek socialni kontekst, ne, v katerega sodijo. No. Ja, se opravičujem, ker. Jaz mislim, da če nisi učitelj po duši, potem bi že zdavnaj vrgel puško v koruzo v teh časih. Če pa si to, kar si z veseljem in če ti je to res poklic, potem pa tudi v teh napornih časih, ki so težki časi, ki so naporni, tako za učitelje, še bolj pa za učence. Učitelji iščemo vedno nove, smo postavljeni pred nove izzive in iščeš rešitve, kako priti do teh otrok, kako, na kakšen način in jim podajati znanje na eni strani in pa seveda tudi ta drugi vidik, ki ste ga omenili, vzgojni vidik oziroma socialni povezave in na tak način se mi zdi, da pa smo učitelji bili kar zelo iznajdljivi in da smo naredili veliko tudi na tem področju. Take stvari, ki včasih človek kar gleda, odkje učiteljem toliko idej, kako priti do učencev, kako jim pomagati v teh časih, da so šli naprej. Seveda to je zmožen pravi učitelj, tisti, ki je učitelj po duši in ki ima to res za svoj poklic. In smo spet pri tem, kako pomembno je inovativnost in kreativa tudi v učiteljskem poklicu. Absolutno. Je morda ravno ta situacija zdaj, ki jo imamo za težavno, možnost za razvoj,
nekih alternativnih pedagoških prijemov, morda Sigurno, šolanje na prostem in tako naprej. Vsekakor, čim več tega, ne? Čim več gibanja, pa čim več, bomo rekli, aktivnosti v naravi. Zdaj šole, ki smo nekako locirane v centru mesta, tukaj je malo težje, predvsem pa tiste šole, ki so na podeželju ali pa izven mesta, morajo pa to izkoristiti. To je dejansko učenje iz narave, učenje z naravo, kar se mi zdi izredno pomembno, in tudi medsebojno druženje, da se dejansko čim več tega spodbuja. Plavati, tako. Na vse načine in mislim, da smo splavali. Ja, vsekakor. Takole, ja, mislim, da lahko potem kar zaključimo na nekakšni pozitivni noti. Čestitke in hvala seveda vsem v učiteljskih poklicih, da tako dobro se prilagajate na te razmere in vzgajate seveda nove generacije. Hvala vam tudi za današnji obisk, doktorica Marina Rugel in doktor Jože Lango. Mislim, da smo imeli en čudovit pogovor o problematiki, o morebitnih rešitvah in o prihodnosti šolstva. Hvala vam in seveda vse dobro tudi v prihodnje. Hvala lepa za povabilo. Hvala za povabilo. Tako, hvala pa tudi vam, da ste prišli do konca nove oddaje Reflektor. Če vas zanima, seveda poslušajte tudi vse naše oddaje, kmalu pa spet pridemo z novo vsebino. Imejte krasen dan. Adijo.